Dejte mi malo za konc. Ja, kaj ima tamle na desno? Ja, levo? V zadnji? Dole na balkonu? Ja! Meni se zdi, da je tako najbolj slišal. Da ste nekje pogrešali? Ja! Festivala, meni je bilo to že vsak mesec mimo, je bil že čas, da pridem v Velenje. In to je danes zdaj taka super priložnost, da sem blizu prišla, ker je tukaj Pika, miga. In to je mini festival otroških plesnih skupin, kjer ga organizira Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti v sodelovanju s festivalom Velenje. Dajmo en aplavz za vse to. V dvorani bi rada lepo pozdravila najprej Nino Pleško, ki je producentka za ples na Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ki je pa strokovna spremljevalka plesnih revij v letu 2021 in je pripravila izbor za današnji festival Pika, miga. Pa še tako, kaj bi rada pozdravila? Pozdravila bi rada Barbaro Pokornik, ki je pa direktorica festivala Velenje. Mene nekaj zanima, a ste se vi ogreli tam, da je spredi pred kulturnim domom? A ste se? Ja. Zihe? Ja. Zato, ker vi ste prišli na Piko migo in če ste vi mislili, da bojo sam tudi odru migali, ste se fajn zmotili. Ja, vi boste mogli vsakič po nastopu fajn miga, da boste fajn zaploskali. Ste pomigali? Ja. Bom jaz mogla to malo preveriti. Evo, imam eno igrco. Vsakič, ko naredim korak, vi plosknete. A prav? Ja. Gremo probati. 3, 4. In sicer vsaka plesna skupina je meni na Vidočira Čara poslala pismo, kjer je opisala to točko, tako da bom vmes kaj to prebrala. Prav? Evo. Naslov je Mlada zemlja. Ko je bila zemlja še mlada, se je zdelo dolgočasno, da bi se ves čas vrtela okoli sonca. Odločila se je, da odpotuje in na svoji poti razišča širno vesolje. Vesolje se je zdelo pusto, zato ga je ukresila s malimi svetlečimi lučkami. To so postale zvezdice. Potem se je vesolje zdelo popolno in vrnila se nazaj k soncu. Teda, na oder vabim glasbeno šolo Celje s koreografijo Ane Hladnik z naslovom Mlada zemlja, oder vaš.
In z naslovom besede plešejo. Samo tu smo nekaj dolgo pismo poskali, da malo dovoljijo sve skrb sepati. Čas bo to preverjati, prav. Evo ga. Pretopiti besedo v gib. Na drugi strani besede je vedno odziv, zgib, reakcija. Besede gibajo. Plešejo v smerih in nivojih. Vodijo telo in dele telesa, določajo kako, kdaj in s kom. Kot navodilo pedagoga. V lastnem ustvarjalnem procesu pa še petajo v tebi, ko iščeš na vdih, ko brskaš po spominih in izkušnjah. Prihajajo tudi v neredu. Včasih ne pristanejo na pravem mestu, se zmedejo. Nimajo nadaljevanja ali pa preprosto niso prave. Jih lahko kar zbrišeš, a vseeno pustijo sled. V nas prihajajo kot gibljive podobe in slike, ki jih poskušamo besediti. In obratno, besede orisujejo podobe in slike. Včasih zadostuje še ena sama beseda, en sam gib in je vse jasno. Včasih pa tako besede, kot tudi gibi, iščejo in potrebujejo podporo, dopolnjevanje in nadaljevanje. Iz malih plesnih miniatur vseh plesav nastalih v ustvarjalnem procesu smo sestavljali skupino večjo plesno zgodbo, ki jih tudi drobili, umeščali med druge delčke zgodb, ter tako iskali nove pomene. Tega jaz na odr krvavim samo smo stane. Evo ga. Plesno izbo Maribor s koreografijo Tanje Vrbes z naslovom Besede plešejo. Eno plavo. Za tremi gorami
vesela, da sem zdaj ugotovila, da so bili tole kostumi. Jaz sem mislila, da zunaj tak piha, da kar časopise nosijo goste, je strašno, da bo Alfreda odpihnalo. Hoj bo mogla peš na Švedsko, vete, kako davče je to. Evo. Zdaj pa sledi še ena koreografija plesne izbe Maribor in to z naslovom Novitne čase in napisali so mi sledeče. Ali je že naprej zapisano s kom, kje in predvsej kdaj se bodo zgodile zgodbe posameznikov srečale, šle isto pot ali pa se le bežno pozdravile. Čas je prazen prostor, ki ga izpolnijo šele dogodki, misli in občutja. Čas je neločljivo spet v naš obstoj. Veliko se pogovarjamo o njem, veliko mislimo nanj. Če bi lahko prevrteli čas nazaj, pogledali prihodnost, zamujamo ali prehitevamo, zgodilo se je v trenutku ali pa se je dolgo pripravljalo. Kot da je čas nekaj živega, oprijemljivega. Pravimo, imamo čas, ali pa nam ga je zmanjkalo. Čas hiti, beži, poleti, ali pa se je ustavi. Stoj! Pravimo, tudi vsakič znova, počakaj, pohiti, ustavi se, ujeti pravi trenutek, ga lahko ujamemo in zadržimo. No, to bomo zdaj zvedli z koreografijo Tanje Vrdes, s koreografijo Novitne čase. Eno čas.
ga nič ni. Pa vseeno imamo strahove. Z njimi živimo in jih premagujemo, sploh v obdobju odraščanja. Ko se soočiš s svojimi strahovi in si jih priznaš, rasteš in postaješ močnejši. No, tole so mi v pismu napisali prijatelji iz Plesne izve Maribor, pa mene zanima, je vas kaj strah? Vas je čas strah? Ja, česa? Teme? A je česa je mene najbolj strah? Da mi zmanjka mase za palačinke. Oj. Ne se heca. To, enkrat sem prišla domov, pa nisem imela moke, pa sem mislila, ker najslabši dan v življenju, res. To ne sme se to nikoli zgoditi. No, tega, jaz po moje najbolj, da kar povabim na oder plesalce, pa upam, da se jih nekaj ustrašil, zaradi tega, ker je to koreografija Velenje dialog z naslovom Odsev v strahu plus zvezdoples. Vabljeni.
Tako da, ni treba, da vas kaj pomilim, ampak ste v redu za naslednjo točko. Ok, v redu. Naslednja točka pa je z naslovom Po tri pomladi. In Kulturno-umetniško društvo Plesnih Celje in skupino Pika so mi napisali sledeče. Plesna miniatura V tri pomladi je del nastajajoče plesne predstave za otroke. Kateri letni čas je najlepši? Pomlad prinaša svetlobo, barve, veselje. Vse okoli nas se prebuja, cveti in nam riše prelepe slike iz narave. Začutimo njen klic in zaplešimo v ritmu pomladi. Tako da zdaj vabim plesno otroško skupino Pika iz plesnega foruma Celje, da nam zapleše V tri pomladi s koreografijo Gordane Stepanović-Erjavec.
žvečkaj, pleši, oproščaj, sanjaj, potuj. Ne zamudi prvih zvončkov, niti zadnje ljubelice. Bodi kreativen, nič ni nemogoče, če je namera prava. Pobarvaj svoj svet. Kaj mislite, s kjero barvo bo pobarvali svet? Kaj rečete? Roza, ok, imamo eno roza, imamo modro. Kdo misli, Antala, misli modro? Malično. Jaz tudi tako mislim, meni se zdi, da bo ziher ena barva, ko imam jaz tudi barvo. Po mojem imam kar vse barve na sebe. No, tako da mi kar pogledajmo, s katero barvo bo pobarval svet, s katero barvo bo pobarvali svet plesalci iz Hiše umetnosti Celje in plesnega teatra Pike, s koreografinjo Anito Čanadi, z naslovom, sem že prej rekla, pobarvaj svoj svet. Odre vaš!
plesalci iz plesnega studija Velenje. A tako dolgo moram stati v premiru? A ja, ali spet me je vrlo ven. Da jaz mislim, da bi malo prehitevati tam. Ne, ti zamujaš. Kjera noga je zdaj? A je leva, desna? A tako hitro moram to narediti, ali je to sam hitri posnetek? No, če bi lahko ohranili vse zavrzene slike iz naših spletnih vaj, bi bilo prav zabavno. Podobe, ki so kar nekaj časa krasile računalniške ekrane, sploh v tistih trenutkih, ko je internet zatajil, so nas pripeljali do zaključka, da smo ujeti v časovno zanko. Nikoli se ni vedelo, kaj vse se je vmes zgodilo, če se je sploh kaj. Informacije, ki so prehajale iz napravo v napravo, so se samo odločile v kakšnih časovnih razmikih bodo prehajale med nami. Hitro, počasi, a pa sploh ne bojo. Kot nekakšen mehanizem, ki deluje kljub temu, da so deli mehanizma tako zelo različni, da se dopolnjujejo. Tega, na oder vabim plesalke iz plesnega studija N s koreografijo Alicije Boruta z naslovom Sistem časovne zanke.